Že dolgo trdim dvoje, da bi morali biti majhni avtomobili manj zadržani, z zanimivimi barvami in dodatki, lahko so malo neresni. Trdim pa tudi, da Toyota dela precej dolgočasne avtomobile. Očitno ne vseh. Pri novih avtomobilih nam vedno razlagajo, da so narejeni za mlade in bla bla bla, ampak je večina absolutno predragih, da bi bili za mlade. Mislim, koliko pa vas je takšnih, ki si pri 20-ih lahko privoščite avtomobil za 20 ali pa 30 tisočakov? Najbrž ne prav veliko. Več je takšnih, ki si lahko privoščite avto za 10 tisočakov, pa še to je veliko. In vem, da mladi gledate samo na to, da avtomobil dobro izgleda in vi z njim, pa da je varčen, ker za gume in bencin nikoli ni dovolj denarja. Raje pivo več in liter bencina manj. No, da ne odfilozofiram predaleč, takle Algo je lahko super avtomobilček. Je majhen in okreten, takole za po mestu je super, spredaj izgleda kot kakšen samuraj s tistim križem, zadaj pa kot pristajalni modul iz Interstellarja. No, zanimivo je tudi znotraj s temi barvnimi plastikami, ki jih seveda lahko menjate, in z armaturko, ki spominja na robota. Za prijatelje bo tamle zadaj dovolj prostora, prtljažnik pa je tudi dovolj velik za nekaj platojev piva. Stane pa le 3-4 evre na dan. Avto, ne pivo. No, tako so izračunali pri Toyoti. Aygo seveda ni popoln, ampak me napake niti ne motijo preveč. Recimo zvok ob zapiranju vrat, kot da bi zaprl konzervo in ne avta. Ali pa občutek na volanu, ki ga je približno toliko kot ta moment snega okrog mene. Ne veliko. No, in pa obračalni krog je pri nekaterih tekmecih precej manjši, kar se v mestu kar pozna. Vseeno je zelo simpatičen. Mladim bo všeč ta enostavna povezljivost s pametnim telefonom in aplikacije, no pa tudi to, da lahko menjate barve. Jaz sem belo že zamenjal za rdečo. V bistvu boste tudi malo starejši hitro pokapirali tale sistem, ker je enostaven in hitro odziven. Potem pa motor. Takšen trivaljni benciner z 51 kW je pravi za ta avto in v bistvu tudi edini, ki je v ponudbi. Hecen zvok ponuja, čisto solidno pospeši in dejansko je tudi na avtocesti dovolj spodoben. Tam ga izmučijo le dolgi klanci in poraba je vsaj liter večja kot po mestu. Po mestnih ulicah boste švigali z dobrimi 5 litri. Če pomislim, s čim ste se sam vozil pri 20-ih, je tole super stroj. Lahko pa vzamete tudi barvno malce bolj umirjenega. Evo, pa je super vozilce za starejše, ki ne potrebujete velikega ali pa dragega avtomobila.